Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Tokrat se oglašam kar s terena. Ker gre za Šparov trajnostni izziv, se mi je zdelo prav, da nekatere trajnostne nasvete iz novega Šparovega vodnika preizkusim kar v praksi. Hvala. Hiter povzetek od zadnjič. Družina Life z mulci in Kul družina sta se pomerili v posebnem trajnostnem izzivu, kjer sta tekmovali oziroma morali v roku 3 tednov proizvesti čim manj odpadkov. Pri tem jima je na pomoč priskočil Špar s svojim novim trajnostnim vodnikom, ki vsebuje res ogromno kul in koristnih nasvetov. Poglejmo za začetek, kako je šlo družini Life z mulci. Naprimer, mi smo iz Tetra Paka naredili kar takole korito za drobnak, ali pa za kakšne sadike imamo lahko. Pa tudi naprimer pločevinke se da za marsikaj porabiti, recimo lahko nastanejo vaze, kakšni lančki za shranjevanje in podobno. Ker pa ni vse samo v odpadkih, se da v bistvu okolje razbremeniti tudi naprimer s tem, da namesto da gremo z avtom v trgovino, gremo peš ali pa s kolesom. Vsekakor, majhne spremembe res štejejo, zelo pohvalno. Družina Life z mulci je upoštevala veliko nasvetov iz Šparovega trajnostnega vodnika, vedo pa tudi, kje imajo prostor za izboljšave. Opala, slušalka, jaz sem zaključil z nakupovanjem jabolk, še stehtam jih, potem pa skočim do rinfuze. Se pravi, kje smo ostali? Z nakupovanjem pri rižu, z izzivom pa pri Kul družini. Poglejmo najprej. Vedno uporabljamo trajnostne vrečke oziroma torbe za večkratno uporabo. Pri sadju in zelenjavi so nam osebno super te njihove bio vrečke, ker jih potem uporabimo tudi doma. Sem pa zadnjič videla še mrežasto in bomo tudi to upeljali. Super, tudi oni. Ker je to nek način trajnosti, da vrečko prineseš in jo uporabiš večkrat. Ena stvar, na katero sem bil v bistvu ful navdušen, katero dejansko pač nisem vedel, da se da delati, je pa v bistvu to, da lahko na delikatesnem oddelku, kot so slame, siri, potem je meso, ribe in podobno, lahko prineseš svojo taparverko. Ja, bravo, Kul družina! Enako tudi vam pripadajo res konkretne čestitke. Vidim, da so veliko nasvetov iz Šparovega trajnostnega vodnika vzeli zelo resno. S takšnim tempom se bodo iz zelenih raziskovalcev zelo kmalu prelevili v zelene mojstre. Ampak, ne smem pozabiti na svoje opravke, potem pa pogledamo še opala, končni seštevek. Dajmo en drum roll, prosim. Poglejmo, kako je družinama šlo. Družina Life z mulci je svoje odpadke uspela zmanjšati za 1,5 kg. Bravo! Jaka, uspela ne? Ja, če se spomnite, prvi teden smo imeli 6 kg odpadkov, ta teden pa približno 5 kg. Pa nekaj se pozna, ne? Ja. Zelo dober. Kako pa je šlo Kul družini? Kul družina je svoje odpadke po različnih kategorijah prav tako uspela zmanjšati za polovico. Bravo! Posod smo zmanjšali nekje za dobre pol kile, pač mislim tako, nekje 50% oziroma 30% smo zmanjšali, razen bio, ker pač prej še vedno nismo navadili na stranišče. Imamo še kar nekaj manevrskega prostora, tudi vi greste lahko na Šparovo spletno stran. Čestitke obema. Če potegnemo črto. Spremembe v številu kilogramov zavrženih odpadkov so bile pri eni družini malo večje, pri drugi pa malo manjše. Ampak se veste, kako pravijo, z malimi koraki se daleč pride. Za uspešno upravljen trajnostni izziv bosta obe družini dobili prav posebno nagrado in to so nove trajnostne odločitve in navade, ki jih bodo spremljale v prihodnje. To je pa super popotnica za prihodnost. Za lep rezultat in vzdržnost, trud se jim moramo zahvaliti in jim čestitati, vsekakor pa se moramo zahvaliti tudi novemu Šparovemu trajnostnemu vodniku, ki jim je gotovo dal modre nasvete za bolj zelene odločitve in nove zelene navade, s katerimi lahko čisto vsi postanemo zeleni mojstri. Ne morem verjeti, da bom to rekel, čakaj, ampak po mojem bom tudi jaz začel malo tehtati svoje odpadke, da vidim, kaj se z njimi dogaja. Če vas mika, poskusite to še vi. Zdaj pa, za konec, moja zadnja zelena kljukica in to je zeleni prihod in z njim zeleni
odhod iz trgovine. Adios!